Murau, slikovita gorska in gozdnata regija na jugozahodu avstrijske Štajerske, je znana po obsežnih gozdovih, bogati lesni industriji, pivovarstvu, smučiščih in številnih gradovih. Mnogi so nastali o pomembnih trgovskih poteh, po katerih so s severa prevažali sol, z juga pa vino in olje. Nad zgodovinskim mestom Oberwelz stoji mogočni Rothenfels. Dviga se nad dolino na rdeči skali, po kateri je tudi poimenovan. Njegov lastnik je Philipp Steiner, ki je upravljanje gradu prevzel pred 15 leti, po očetovi smrti. Njegov dom pa je že vse od rojstva. So my family, we live here in the castle all over the year, in a small part of the castle. Moja družina živi tukaj vse leto, in sicer v manjšem delu gradu, ki ga je mogoče ogrevati. Pozimi je namreč večji del gradu neogrevan, zato ga lahko uporabljamo le poleti. Je pa grad Rothenfels skupaj z gradom Regensburg na jugu avstrijske Štajerske eden najstarejših gradov v avstrijski deželi Štajerski, v katerem ljudje še vedno živijo vse leto. People live there all the year round. Poleti del gradu oddajajo. Obiskovalce pa Filip rad popelje tudi na ogled med stare zidove in v grajsko zgodovino. Že ko je grad prevzel oče, se je družina odločila, da ga ne bodo ohranili zaprtega, temveč bodo njegova vrata odprli javnosti. This is part of the thing I try to manage or how to work with the castle. To je del mojega načina upravljanja gradu. Lahko se odločiš, da ga spremeniš v nekakšen muzej, kjer se ne sme nihče ničesar dotakniti. Lahko pa ga uporabljaš za namen, za katerega je bil tudi zgrajen. Mislim, da prav uporaba ohranja njegovega duha. Seveda, pazimo na vse, kar je v gradu, vendar želim, da stvari živijo in se uporabljajo. To je moja odločitev, delati z gradom. Yeah, so it's my decision to work with the castle. Zgodovina gradu Rothenfels, ki je bil prvič omenjen leta 1007, je tesno prepletena s skoraj 800-letno vladavino frajzniških škofov in velja za eno najstarejših in najbolje ohranjenih utrdb na avstrijskem Štajerskem, ki je podobo gradu dobila v 16. in 17. stoletju. Skozi zgodovino je grad iz cerkvenih rok prešel v državno last, a ker država za njegovo vzdrževanje ni imela dovolj sredstev, ga je prodala v zasebne roke. V zadnjih 200 letih je imel kar 6 različnih lastnikov, ki so se na gradu večinoma zadržali razmeroma kratek čas. Ali zaradi finančnih težav, ali pa zato, ker niso imeli potomcev. Da je grad prišel v roke družine Steiner, pa je zasluga Filipovega praprastrica. Originally, my great-grand-uncle only wanted to buy the forestry, but Sprva je moj praprastric hotel kupiti le gozd. Toda njegovi lastniki so imeli v lasti tudi grad in vedeli so, da brez gozda vzdrževanje gradu ni mogoče. Njihova odločitev za prodajo je bila zato preprosta. Vse ali nič. Gozd si lahko kupil skupaj z gradom ali pa nisi kupil ničesar. Moj praprastric Johann Weinzinger je tako leta 1951 kupil grad in od takrat, torej že 75 let, tukaj živi moja družina. It was just like an upgrade. The family, they had the rights to ship wood on the Donau. Nakup gradu je bila nekakšna investicija za družino, ki je imela pravico do splavarjenja lesa po Donavi. Imela pa je tudi žago. Zato so želeli kupiti gozd, da bi si zagotovili svoj lastni vir lesa za žago. Toda moj praprastric ni imel otrok. Ko je umrl, so se njegovi bratje in sestre, kot se pogosto zgodi, kadar je v ozadju premoženje, zapletli v spore. Velik del premoženja so si razdelili, nekaj pa tudi prodali. Ta del je dobila njegova sestra, moja praprababica Marija Steiner. Sicer pa je bil nakup gradu povsem poslovna odločitev. Nismo plemiška družina, ampak popolnoma običajni ljudje, ki živimo v nekoliko večji hiši. We are not an aristocratic family, no, just normal. Living in a little bit bigger house. Grad si prizadevajo obnavljati in vzdrževati. Eden zahtevnejših projektov je bila restauracija stropne poslikave v grajski kapeli, posvečeni sveti Katarini Aleksandrijski.
Nekateri predmeti, ki jih danes vidimo v gradu, so bili tam že pred prihodom družine Steiner. Druge dokupujejo postopoma. Pri tem pa se trudijo ohranjati značilen grajski slog in vzdušje. And which is also very impressive here is the carpet. It's very big. It has 42 square meters. Kar je tukaj še posebej impresivno, je preproga. Zares je velikanska, meri 42 kvadratnih metrov in to si je kar malo težko predstavljati. Nekateri ljudje živijo v stanovanjih, ki so manjša od te preproge. Strokovnjaki pravijo, da je bila izdelana za poroke in kronanja na Orientu. Pozneje je ležala v velikem hotelu na Dunaju, katerega del je bil v lasti družine mojega praprastrica, družine Weinzinger. Potem so jo prinesli sem. Moj oče se je odločil, da bo preprogo obnovil. Leto dni je bila v Teheranu, kjer so jo znova pobarvali oziroma restaurirali. Ko smo jo našli na podstrešju, na njej skoraj ni bilo več mogoče razločiti cvetličnih vzorcev. Bila je povsem obledela, skoraj bela. Po obnovi pa je znova zaživela v vseh svojih čudovitih barvah. This painting is from Valentin Gapnik. It was painted in the year 1728. So this painting was the last painting of Valentin Gapnik. Ta slika je nastala leta 1728. Naslikal jo je Valentin Gapnik in to je njegova zadnja slika. Živel je v Oberwölzu in ko je okoli leta 1690 izvedel, da tja prihaja frajzinški škof, mu je podaril eno svojih vedut, slik okoliške pokrajine. Kraje je upodabljal po spominu, najprej je prehodil hribe in doline, nato pa jih naslikal. Škof je bil nad njegovim talentom tako navdušen, da ga je zaposlil in mu naročil, naj umetniško upodobi vsa posestva frajzinške škofije. Med kraji, ki jih je naslikal Gapnik, je tudi Škofja Loka z gradom. Tudi ta je bila stoletja pod oblastjo frajzinških škofov, tako kot številni drugi kraji. Skoraj vse njegove slike danes hranijo v muzeju v Frajzingu, le ta je ostala tukaj. In the Museum of Freising, except two, and one is here privately owned. So it's a very special picture painting for us. V eni večjih grajskih soban, kjer so razstavljeni tudi viteški oklepi, visita slikarski deli Filipove praprababice. Kot pove, je imela zanimiv hobi. Hodila je po muzejih in če je videla kakšno sliko, ki ji je bila všeč, jo je doma preslikala. She liked artwork very much, but maybe not the right one, because she was best friend with the mother of Egon Schiele. Moja praprababica je imela zelo rada umetnost, čeprav morda ne ravno tiste prave. Bila je najboljša prijateljica mame Egona Schieleja, čigar dela so danes vredna pravo bogastvo. Mati Egona Schieleja je mojo praprababico prepričevala, naj kupi katero izmed njegovih slik, saj za časa svojega življenja z njihovo prodajo ni imel veliko uspeha. Toda moja praprababica je bila zelo verna in je rekla, ne, njegove slike mi niso všeč. Zato ni kupila nobene. Če bi jo, bi danes morda nekoliko lažje financirali obnovo gradu. Otherwise, it would be a little bit easier to renovate all these things. Vzdrževanje gradu pač ni preprosto. Filip Steiner je po izobrazbi elektrotehnik, ekonomist in gozdar. Pomalem pa tudi natakar v grajski kavarni ter upravljalec kampa pod grajskim kompleksom. Oboje je v njegovi lasti in mu prinaša nekaj sredstev za vzdrževanje gradu in pokrivanje mesečnih stroškov, katerih znesek je za marsikoga najbrž nepredstavljiv. Yeah, it's very much. I normally don't count this or calculate this because then I maybe got depressed. Da, stroški so res visoki. Običajno jih niti ne seštevam oziroma ne preračunavam, ker bi me to čisto potrlo. Mesečni stroški znašajo od 10.000 do 15.000 evrov. Pri tem ne govorimo o stroških obnove, ampak samo o rednih mesečnih stroških. Vedno moram dobro premisliti, kako porabiti denar, toda za zdaj nam uspeva. Imamo 360 hektarjev gozda, nekaj sredstev pa lahko pridobimo tudi iz državnih razpisov za obnovo. And there are of course some financial possibilities from the state.
Na posestvi ima 5 zaposlenih, 2 skrbita za grad, za čiščenje, manjša popravila in košnjo, saj je dela veliko. Poleg tega pravi, da obnova gradu ni podobna obnovi običajne hiše. Kako obnoviti omet na zunanji strani zidu, ki stoji več kot 100 metrov nad prepadom? Pri tem so potrebne posebne konstrukcije, celoten postopek pa je ne le finančno, ampak tudi logistično zelo zahteven. There is a society, but also in this society for me as just a normal private owner, not a background like aristocratic background. Obstaja društvo lastnikov gradov, vendar je tudi znotraj njega moj položaj kot povsem običajnega zasebnega lastnika, brez plemiškega ozadja, precej drugačen. Večina drugih zasebnih lastnikov gradov izvira iz plemiških družin. Imajo veliko več gozda in zemlje, zato so tudi njihove težave drugačne od mojih. Težko je najti lastnike gradov, ki bi bili v podobnem položaju kot jaz, tudi finančno. Nekateri pravijo, radi bi obnovili to in ono in pri njih 500 000 evrov ne pomeni veliko. Jaz pa si mislim, da bom moral več let trdo delati in varčevati, da bomo lahko izvedli obnovo vredno 50 000 evrov. Težave torej niso za vse enake. 50,000 euros or something like this, yeah. So it's not always the same problems. Yeah. Živeti na gradu, vsaj za Filipa Steinerja, ni nobena romantika. Je pa to njegov dom in to z izjemnim razgledom na dolino. Kako pa se danes spominja svojega otroštva in odzivov prijateljev, ki jim je povedal, kje živi njegova družina. Like here in school, I was always the child from the castle, so it's V šoli sem bil vedno otrok z gradu, vendar drugih otrok nisem nikoli vabil na grad, naprimer na rojstnodnevne zabave. Že takrat sem razmišljal, kaj vse bi se lahko zgodilo. Na starem gradu moraš biti vedno previden, saj na oknih ni sodobnih varnostnih ograj. O tem sem ves čas razmišljal, prav tako tudi moji starši. Zato grad zame nikoli ni bil prostor za otroško igro. It was not this kind of playing around in the castle. I think there is one funny story. I was around 6 years old or something. Obstaja zabavna zgodba. Ko sem bil star približno 6 let, sem očeta in mamo vprašal, ali mi lahko končno povesta, kje je naša zakladnica. Želel sem nositi krono, vendar nisem mogel najti sobe z zakladom. Bil sem prepričan, da nekje obstaja skrita soba, zato sem jima rekel, da sem zdaj pa že dovolj velik, da mi lahko povesta, kje je in da tega seveda ne bom nikomur izdal. Odgovorila sta mi, da jo tudi sama še vedno iščeta. Kot zasebni lastnik bi Filip Steiner grad lahko prodal, ali kot pravi, bi lahko prodal gozd, z njim pa bi novi lastnik dobil tudi grad. Zagotovo bi se našel kakšen zelo premožen kupec, morda tudi kakšen arabski šejk, ki ne ve kam z denarjem in bi bil pripravljen vložiti sredstva v obnovo gradu. Po eni strani bi to lahko pomenilo dobro novico za grad, saj bi imel zagotovljena sredstva za obnovo in vzdrževanje. Po drugi strani pa ostaja vprašanje, kaj bi novi lastnik z njim naredil in ali bi ohranil njegovo zgodovinsko vlogo. Man kann so ein Gebäude nicht besitzen, so you can't own this building. You are only there for taking care for part of time of your life. Take stavbe v resnici ne moreš imeti v lasti. Zanjo lahko skrbiš le v času svojega življenja. Zato je pravzaprav nikoli zares ne poseduješ. Veliko starejša je od tebe. Če bi nanjo gledal kot na naložbo, bi lahko rekel, da je vsak evro, ki ga vložiš vanjo, izgubljen. Ne dobiš ga nazaj. Dobiš pa nekaj drugega. Občutek, da bo zaradi tvojega dela in denarja, ki jo vlagaš vanjo, živela še dosti dlje od tebe. Grad bo preživel vse nas in bo stal še čez 100 ali 200 let. In to je pravzaprav edino, kar dobiš v zameno, ta osebni občutek. And be representative in more than 100 or 200 years. And this is the only thing that you get in return. It's just a personal feeling.